Treba je vedeti, da nam slovensko zdravstvo veliko omogoča, da imamo praktično vse vrhunske usluge, pa ne samo v hematologiji, celotni interni medicini, kirurgiji, upam si reči celotni medicini. Ljudem je fino, in tega niti ne cenimo, ker nam je preveč na lahko dostopno in tudi potem, ko enkrat zbolimo, skozi jamramo, recimo. Meni se zdi, marsikdo jemlje, dobiva 10-15 evrov na mesec vredno zdravilo, pa niti ne ve. Hočem reči, nimamo tega zavedanja, da nam država nekaj omogoča. In to dela, Kar je pa recimo ni v redu, so pa tiste manjše težave, ki jih ljudje imajo, in tudi če ima kdo majhno težavo, je to zanj velika težava, In za tiste pa mu res ni recimo dobro poskrbljeno, recimo, kaj jaz vem, če imaš neko bolečino v kolenu, neke ortopedske zadevščine, recimo te ljudje čakajo, ki imajo neke take lahke, v narekovaju, bolezni, ki pa so za njih težke, Pa zmeniti se je treba v Sloveniji točno, kaj je tisto, kar bomo razvijali, kaj je prioriteta, kaj bomo ljudem omogočili, kaj ne, ker vsega ne bo moč, ker vedeti je treba, da se ta stroškovni balon se napihuje in napihuje. In ko bo enkrat počil, bo počil za vse in to se ne sme zgoditi. Tako da moramo pač omogočiti, da bo ta napetost tega balona ostala nekje znotraj nekih realnih okvirjev, da bomo lahko vsi imeli blagodati, tako kot jih imamo dan današnji.